pač jaz sem včeraj na Redditu od vseh možnih placeov. Jaz nisem vedela, ampak pač tam gor lahko gledaš porniče. Ampak pač jaz sem bila tako presenečena, ker jaz nisem vedela, da so sečnice lahko tako različno pozicionirane. To je imel Adolf Hitler, to bolezen. Živijo, midva sva Lucija in Sara in ti gledaš, a lahko to ostane med nama? Danes bomo govorili o eni stvari, zaradi katere sem jaz dobila death threats na Instagramu. Meni je žal, lejte, jaz ne vem, kako vi seksate, meni je malo sram tu govoriti. Jaz ne vem, kaj se dogaja, jaz sem kar neki horni zdaj zadnje 3 dni. Meni se zdi, da smo midva obedve malo nenormalni. Ti v eno smer, jaz pa v drugo. Nikoli nisem izvajala sondiranja. Jaz sem samo tako zraven, tako sedela, pa tako sem. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. To je ena taka malo bolj kinky zadeva, o kateri sem jaz enkrat čistko randomly posnela en video. Jaz sem se usedla, veš, nekaj sem snemala in sem tako, da jaz bi lahko še kakšen tako malo si nasnela videe, zato da jih imam potem za objavljati na Instagramu. Tako včasih delujejo te stvari, ne. In sem imela glih pri sebi tele čepke za penis in sem bila tako, to pa še nisem nič razlagala. In to je ena stvar, ker jaz ful rada razlagam, ker sploh uživo, sploh če so moški, ker tako tisti strah v njihovih očeh, kar raste, ko o tem razlagam, je meni tako dober, pač brez zamere, res je tako zabavno. No, v glavnem, in jaz sem posnela video, kaj to je, gor, levo, desno. Ta video je dobil, mislim, da več kot 280,000 ogledov. In večina ljudi je spraševala po mojem zdravju, ker so naredili zaključek, da nekaj mora biti z mano narobe, da pač o tej stvari govorim. Mislim, meni se zdi, da ni narobe, ne z mano, ko o tem govorim, pa ne z ljudmi, ki to prakticirajo. Ampak ja, čakajte. Bomo povedali še, kaj to je. Čakajte, gospodje, o čem se sploh gre? Čak. Dej to besedo. A ja, prav, kaj zdaj to je? Ja, o čem pa se sploh gre? V glavnem, gre se o soundingu, oziroma po slovensko sondiranju, oziroma čepkih za penis. To je to, kar imam zdaj v roki. Tisti, ki samo poslušate, v roki imam eno tako dolgo kačico, zdaj en tak zelo dolg bombonček žele. Ja, una kačica kisla, res je. Ja, tako. Ne kisla, zato ker nima teh... Prav, pa sladka. Tak, sladka, una gladka. To, kar sem jaz danes Jakobu prinesla. Sem se sprašvala, sem hotela iti jaz tudi v Mercator, pa sem pol tle z tem avtobusom narobe prišla. No, eno epizodo mora zdaj zmontirati zelo hitro in smo mu prinesli malo sladkorja, da bo lažje delal. Ja. Smo slišali, da ima rad to. No, skratka. Ja, danes bomo govorili o tem sondiranju. Ampak, dej, Sara, razloži, kaj to je. Fak, jaz zdaj vam bom najprej povedala, da sem dobila menstruacijo glihkar, tako da oprostite mi, če ne bom znala govoriti. Kaj je sondiranje? Ja. Tu pomeni, da po domače v sečnico, tisto luknjo sem hotela reči na penisu, vtakneš not neko podolgovato stvar, ne? In lahko je to neka taka stvar, silikonska, lahko pa zihar ste videli tudi kakšne tiste, ki so pa prav tako kovinske tudi palce, tu je res ekstra, ali pa kakšne špičaste, tu je še bolj ekstra. Steklene so tudi. Ja. Kaj, tu je opis tega? Ja, basically. Pač jaz sem včeraj na Redditu od vseh možnih placeov. Jaz ne vem, jaz nisem vedela, ampak pač tam gor lahko gledaš porniče. Ja. Jaz sem se ful namatrala, da sem sploh dobila od Reddit, kjer sem lahko gledala tudi not safe for work vsebine. In zdaj imam to in jaz... Si kot da si na Tumblr vršla? Ja, se mi je zdelo. Ampak pač jaz sem bila tako presenečena, ker jaz nisem vedela, da so sečnice lahko tako različno pozicionirane. Čakaj, oprosti, kaj si jih videla, ali kaj? Ja. Pač gledala sem videe, kako si pač ljudje to razne stvari noter dajajo. Ful zanimivo, drugače. Zakaj mi nisi poslala to? Ne vem, jaz sem razli, da si to že gledala kdaj. Vsi sem najbrž, ampak... Ja, glavno na Reddit sam napište sounding in boste videli ogromno vsebin. Ampak najbolj me je presenetilo to, ker sem videla en penis, ki je pač... Je imel ob strani sečnico? Ja, tu je kot Adolf Hitler. Tu je bolezen. Ampak je imel tako tle dol. In jaz nisem vedela do zdaj, da je lahko sečnica tako nizko. Jaz sem vedno mislila, da je pač to tako na vrhu glavice. To sploh ni bilo na glavici, to sploh ni bil del glavice. To je bil del telesa penisa. No,
To je imel Adolf Hitler, to bolezen. Kako to veš? Vem, kaj je to edina stvar, ki jo vem o njemu, pa njegovi o penisu edino vem, pač, da je tu imel vse narobe on. En jajc, pa tako lukno ob strani. To je prav ena condition nek. Ja, ampak ni tega veliko, ne? Samo pač videla si parih takih. Pa jaz sem zdaj enega videla. Ok, ja, In še ta si je pol dajal noter ta čepek. Mene to in ful je bilo zanima, zelo kako je tako- to kar po strani not. Plus, kar mi je bilo tudi ful zanimivo, jaz v resnici nikoli prej nisem pogledala veliko. Videla sem mogoče 2 prej, tako. Sliko, sploh ne video, sam slike. No, tudi to me je zelo presenetilo. Ni bilo pri vseh čistko, ampak pri enih se je pa ful dobro videl. Po tej sprednji strani penisa, ko so to noter dajali, se je prav videla oblika tega čepa noter, ki je tako potem razširil, pač prav tako si videl, kje gre. Noro, zelo zanimivo. Ja. Ampak se tudi, ko gre sperma ven, vidiš, da gre tam ven, ne? Po tej ta spodnji strani, veš? Nikoli nisem gledala. Ta spodnja stran je, kot da bi bila ena, meni se je zdelo včasih, kot da je tu neki temnot. Kot da je ta ena cevka tako spod. Ja, se je. Pač maybe I'm dumb. Jaz sem... Ne, ja, itak, da je, itak, ampak nisem videla, da se to tako pač vidno zvon. Ja, Ker je to tako blizu površine lahko. Ja. Kaj si hotela še reči? Ne vem, da kao moški ne poznajo naše anatomije, tle kao, kje je klitoris in pol med tako, ta sečnica, luknjo imajo vsi drugače postavljeno, noro. Mislim. Ja, tega te sigurno ne naučijo v šoli. Ja. No, jaz sem tlele še prej nadaljujemo, zbrala nekaj najrazličnejših alternativ čepkom, ki jih ne priporočamo. Aha, če bi si tako kao ljudje, ki si doma sem nekaj hoče odporint. Ja. Kemični svinčnik. Ja. Una minca v kemičnem svinčniku, ki je noter, to tudi ne. A to si videla? Pa slišala. Ne, Okay. slišala od bivših fantov. Ja. Pa veš, da tu pač, če si moški doma ležiš, zagotovo te zanima, kam imaš to luknjo. In pač najprej si tako mazinček hočeš dati malo noter in pol vidiš, če imaš kaj zraven sebe in si kar začnejo ti moški malo obnoviti video, kaj je za to luknjo. Ja, no, ja. Lučke novoletne. Pa take stvari. Fantastično. Naprej. Pijaki, Ja. žice, Mm. te paperclips, te pa, a veš, kaj za papir, Mhm. te old school, ki so bile včasih na Wordu, ki ti je prišla, ti lahko pomagam, ko jo raztegneš. Tudi ba je sadje in zelenjava, raznih oblik, tankih, sam zdaj jaz ne vem, kjer. Fižol Ker to- stroči. Ja, fižolčki, Koren. mogoče mehen korenček še, ki še raste. Ne unka v trgovini baby carrot kupaš, za tega, je odrasel korenje. Ja, marsikaj si daš lahko not. Pa itak eni si dajo tako ful velike stvari, ne? Nisem še konc. Okay. Krogle, une Kašne? za streljati, piv. Lego kocke. Tole. A veš, pri sondiranju je zelo pomembna lubrikacija. A ne? In še posebej pametno je, da uporabiš čim bolj sterilen lubrikant, kar potem pomeni, da vzameš nek lub, ki še ni bil uporabljen, zato da je čim bolj še zaprt in sterilen. In imaš take injekcije z lubrikantom, ki jih ponovno uporabljajo za kakšne analne igre, da si direkt v anus pač našopaš ta lubrikant. Lahko pa uporabiš tudi, da si ga daš v sečnico. In potem je tip, si dajo noter, to sem videla, si je dajo noter ta lubrikant in sem bila tako, lepo si bo pripravil, moral pa noter to injekcijo z lubrikantom. In sem bila tako, what? Pač ne injekcijo, misliš brizgo. Brizgo. Pač ni bila igla zdaj. brizga, taka, sem zbija, injekcija. Ampak ja, ta brizga. In ko smo že ravno pri tem, ne rabijo biti nujno te trde stvari, dajo si ljudje tudi tekočino samo noter. Tako da, I guess lubrikant, kakšne druge tekočine, kar je precej nevarno v resnici, ne? Ampak zaradi kakšnih teh infekcij. Prsti, kot si rekla, to mi je tudi tako krvno, crazy. Zakaj? Pa ful je tako velika s to zadeva, se meni Pa se ne daš celega prsta not dotlene. Ja, so dal kar cel prst not. Ja, ampak ja. Ja. Tako da, zanimiva zadeva. Ampak, preden gremo naprej, gremo malo na, kako se to dejansko varno počne. Ja, pa je res tako nevarno, kot ti tako rečeš, glih sem na busu razmišljala, da boš ti zihar zdaj rekla, tu je nevarno.
tu je vse nevarno, merkajte ful. Ampak poj pa vse strah, je res tukaj nevarno. Ja, drugače, čaki. Zdaj... Pa zanima me, ali je tu za vas, ki ste tako kao ful čiste osebe nevarno, ali je tako dejansko? Dejansko, pač to je postalo, tu sem si jaz nekam napisala, sem zdaj ne vem kje. Evo, tlema. V glavnem, v zadnjih letih je to postalo malo bolj mainstream in odkar je to postalo bolj mainstream, se je tudi povečalo število okužb sečil, statistično gledano. Tako da. Ja, pa je dobro, ampak če enkrat dobiš okužbo sečil, če ni tako nevarno. Itak, da mislim, nevarno, ne boš zdaj umrl verjetno zaradi tega. Ampak sečnica je zelo, ta koža noter je zelo tanka. Ni glih pač ni narejena za to, da ti tja noter daješ neke stvari, ki so potencialno lahko ostre in te pač porežejo. Tako da pač nevarno je v tem smislu, ja, dobiš lahko kakšno okužbo sečil ali pa še kakšno drugo okužbo, ki si pač narediš kakšno ranico noter. Potem pač jako, ker to lahko si pač poškoduješ in te potem boli par dni, ko greš lulat. V najhujših primerih si lahko tudi pač kaj raztrgaš, pa si narediš še kakšno dodatno luknjo. Ja, ampak tu si lahko tudi med seksom, pa ne rečemo, da je seks nevaren. Ja, itak. Ampak pač to je statistično gledano bolj nevarno. Zaradi tega, ker še vsem se igraš z malo bolj občutljivimi stvarmi, pri katerih moraš biti bolj pazljiv. Pač nevarnost je zdaj subjektivna tukaj, ne? Ampak, ja, jaz imam pač ta čut za nevarnost čist čuden in mi je tudi čudno, ker nekdo govori, da je nekaj nevarno. Kaj bo zdaj se zgodilo z mano, če ne bom umila tega, preden si dam not? Recimo. Ja, zdaj, ko sem gledala tiste videe, sem lahko pač tle, jaz gledam, da so vsi poskrbeli za čistočo. Jaz še vsem zagovarjam, da je treba poskrbeti za čistočo. Ja, jaz mislim, da vi poslušate Lucijo. Ker veš, pa se je tako v življenju, kdaj pa kdaj zgodi, da pač zaradi življenjskih okoliščin ne upoštevaš čistoče, ne? In se balansira. Ja, če ljudje dajo minco noter, pač tam to zihar ni bilo sterilizirano. Pa ne, jaz nisem mislila tako ekstremno. Jaz sem mislila pač zdaj, če nimam doma sterilnega lubrikanta in zdaj ne bom tu delala, zato ker nimam sterilnega lubrikanta. Briga me. Pa dobro, no, ni zdaj to nekaj, kar pač, briga me. Jaz bi zagotovo uporabljala tisti lubrikant, če ne bi bil nov, recimo. Ta epizoda je nastala v sodelovanju z Moonlom. Če ti gredo na živce tamponi, pa vložki, ampak bi še vedno rada med menstruacijo se počutila maksimalno udobno in varno, pa moraš probati Moonlom. To je menstrualni disk, ki je narejen iz medicinskega silikona in ga imaš lahko ustavljenega 12 ur, kar pomeni, da z njim lahko delaš čist absolutno vse. Tečeš, plavaš in tudi seksaš. In zaradi tega je tu za naju popolna, trajnostna, varna in učinkovita izbira za menstruacijo. Ko ga enkrat kupiš, imaš mir za par let. Tako da skoči na moon-lum.com in uporabi kodo med nama 10, da dobiš še malo popusta. No, naprej. Ja, se tudi nič ne izpodbijam, samo zanima me, koliko je pač res nevarno, pa koliko se moramo biti stvari. Ne, se mi je super, da prideš potem s takimi vprašanji, ker se sigurno še kdo to sprašuje na tak način. Sej, naj tukaj povemo tudi, da edina oseba, ki ima tukaj dejansko izkušnje z uporabo čepkov, pač je Sara. Ja, sem takrat sicer ni bilo vse v mitu, ne? In zato zdaj mene mede, ker smo vsi preživeli. Bom jaz najprej povedala, kako je treba, boš pa ti povedala, kako si ti to počela. Okay? Da imajo... Ja, tu bo pa res balance. Aj, mogoče boš, da ti najprej poveš, pa pol jaz povem, kako se pravilno dela za tega. Mogoče? Ja, dej. Ok, pa bom zdaj tako mogoče za 3% pretiravala, prav? V kakšnem smislu pretiravala? V slabšem. Mislim, ne, povedala bom res tako... Bižga fanta sem imela in pač oni so imeli eno staro hišo od babice in dedka. Že tu je slabo, ne? Že tu ni absolutno nič higienično. No in mi smo tam šla in jaz sem pa glih, ne vem, až sem glih iz službe prišla, pa takrat sem ful teh stvari kopala, pa sem imela sabo. Tako, jaz sem pa slučajno imela sabo jih. Slučajno? In pa smo tam nekaj gledala, not na neki posli, ki je bila tako, veš, kako je v starih hišah od babice v padetko, ker pač tam sva šla mi, da sem zato, ker so doma povsod nekje nekdo bil, ne? In si mogel iti nekam drgam, ne? Ok. No, če pa smo tam imela en lubrikant in tu, recimo, meni je žal, lejte, jaz ne vem, kako vi seksate, meni je malo sram tu govoriti. Zato, ker pač jaz ne vem, ali bi se mogla zdaj v sredini ustati, ker ko sem se jaz recimo med seksom spomnila, da zdaj imam pa tu, nismo mi nič kaj preveč razmišljali, pač tako je bilo, aha, ja, ok, no, da je lubrikant, tu smo malo vzali, ok, in tu je bilo to. Tu je, nismo nič merkali na nič, recimo, ne. Je tu pač kaj? No, zdaj pa povej, še kako bi mogli. Čak. Kako je bilo pa ta izkušnja vmes, te zanima? Ja, ti si zdaj tako preskočila 10 stvari. Ja, tu je bilo prvič in
nisva vedela, ali sploh mora biti penis v erekciji ali ne, in pa sva oboje probala, in ko ni bil v erekciji, tale, ki je tak, veš, ne, ni šel noter. In pol sva, pač nisva niti na lubrikant najprej pomislila, ne. Na? Čak, ne, meni se zdi, veš kaj, midva sva že seksala in je bilo že ful vse mokro. Po moje sploh nisva lubrikanta dala gor. Če je bilo pa vse povsod, je pa kaj? Ja. No, tu. In pol sva tu probala. Najprej sva tankega in on je rekel, da je tak zanimiv, čuden občutek. Jaz pa pač itak kot ženska sem tam gledala, pa sem bila tako... Pa nisi bila tako. Ne, tako glih ne, ampak mi je bilo... Si mislila, v tvoji glavi Ne, mi je bilo pa tako. ful zabavno, ker jaz nisem tu pričakvala. Česa? Ja, da bo tu on hotel probati. A ja? Ja, jaz sem si takrat pač kupovala stvari, ki so bile meni zanimive, ne? Aha. Veš, razne, milijon različnih stvari. In pač tu sem pa me zanimalo, kako to zdaj izgleda in prinesem domov in jo, kaj pa če bi za foro. In pol je bilo meni to full exciting gledati tam. V bistvu to je bil bolj eksperiment, ni bilo glih seksi. Men. Tako, pač on si je tu noter, da je vsaj ga A on si je dal posebej. sam? Nisi ti njemu dajala? Ne, meni je bilo strah. A jaz sem prepričana, da si ti njemu noter dala. Ne. Okay, Ne, jaz sem dobro. samo tako zraven, tako sedela, pa tako sem. Tako si dala. In pol je tu prišlo, pač čim bolje šlo tako dol, bolje on čutil, ampak ni bil pa neprijeten občutek, je rekel. Sploh. In to je bilo to, pa sva to dala ven stran in sva nadaljevala. Ni bil tu nek dogodek tak. Si razočarana, ko bi mogla Ne. jaz kaj delati? Dobro mi je. Kaj pa, rekla si, da je bilo to prvič, ko sta uporabljala. Kaj pa drugič? Ne vem, da sva pol to imela tako v predalu, tam v posli, zagotovo še kdaj, ampak ne vem, ni neki eventful, pač daš si tu not in pol delaš druge stvari, veš, to je tako, kot da bi si dal analni čep pač noter v nekoga drugega, pa bi me ti zdaj vprašala, daj mi povej, kako je bilo. Drugače sem Veš? videla en ful dober video na Redditu, kjer je pač imel tip to noter in pa je bejba tako z usti, tako ven, pa pač mama ven dala, pa tako je bilo seksi je bilo. Tako da je bila res tako taka, veš, ona je pa njega tam gledala in pol je pač imela to tam z jezikom, mu je pač tako, malo ven, pa malo tako malo noter, pa malo je tako tam cuk. Jaz nisem ta oseba, veš, se meni zdi. Ja? Ja, jaz tako z nekimi novimi stvarmi, ki jih ne poznam, pa s fanti, nisem taka, kot si mi ti predstavljaš. Po Mislim, Jaz sem tam tako, pač mene sem vse zanima, tako kot en otrok in gledam in razmišljam in tako ni neki seksi to. pa ja, okej, mogoče prvič, drugič, pa bi pa lahko provala še ti kaj tako, za naslednjič. Je pa sva šla že na razen, tako da. Sej, tako pravim, za naslednjič. Ja. Kakšna taka Ja, priložnost. ampak jaz nisem Ti niti mi jaz poslala pomislila, v Lucija. video, Jaz da nisem boš- sploh pomislila na Jaz to. tudi ne bi pomislila na to. Pač se jaz bi pol tlebe skrbel, itak usta, veš, nisem pol tako steril. No, vidiš. Ampak ti se to ne bi sekirala. Ne, niti pomislila, ne bi. Vidiš, to bi bilo perfekt. Ok. Čakaj, kaj si še nekaj si mi rekla prej? Sem hotela nekaj še komentirati. Dobro, nič. V glavnem ni bilo neki eventful. Tako to je taka obstranska stvar bila, ampak zato mogoče, ker nisem jaz niti pomislila, kaj vse bi lahko s tem počel človek. A moram si malo gledati na Redditu. A mu je prišlo potem kaj s tem ali ne? Ne, ne, ni to tako dolgo trajalo. Aha, vi imate prav take aktivnosti doma, da tako eno stvar delate in ven kar pride. Ne, sam zanimalo me, Ja. zato ker sem pol gledala razne te camshote od tega in je ful zanimivo, ker recimo sem brala od enega, ki mu je prišlo s tem noter in pa ga je ful pekel, zato ker je bilo tako zamašeno vse skupaj in mu je šlo potem malo nazaj noter, pač proti Ja. sečnic, mislim pač Ja. proti mehurju. In take stvari me je zanimalo, pač kako je bilo pred vama. Ne. A sta to ven pol potegnila? Ne, pa rekel, da je bil pol močnejši orgazem, ampak to je tako verjetno zaradi excitementa, Ja. ker pač nekaj novega, ne vem, delaš, probaš. Tako. A ga je pol kaj pekel, kaj šlulat, recimo? Ne? Okay. Pa nič Ne, ga da bi ni, jaz tudi kaj vedela. noter dajo, ga ni pekel. A že kdaj, kaj tazga prej probaval on? Ja, A je po on moje, naredil? da ja, po moje veliko te stvari. Zaradi tega, Aha. ko sem ga jaz spoznala, je imel edino eno igračko doma in tu je bil votel analni čep. Z luknjo vmes. Tako da bi si Tako znala preskočiš predstavljati. vse in greš na Ja. A veš, ker pač to je težko že noter dobiti. Ja. Kako Ja. sploh noter dobiš? Jaz sploh ne vem. Jaz sploh ne vem. Mislim, nikoli ga nisem niti jaz uporabljala, niti polon, tako da ne vem. A ga on nikoli, a on ga tudi sam ni unaštel. A on ga sam kupil, pa ni šel noter. Nisva se pogovarjala o tem analnem Aha. čepu. Ker pač tako ne logistično gledano. Pač navaden analni čep je pač tako ima špičko na koncu, zato da ga ti lažje noter daš. Ja. Votu analni čep, Ma pa moraš fucking... pa ti kar spraviti noter nekaj, kar nima. Pač
Mene sem skrbi ta analni čep, zakaj bi bila luknja tam vmes. Že tako te skrbi, da ne boš šlo kaj ven iz kje. Dobro, da imaš analni čep normalen uriti, da ne more iti nič ven. Pa si kupiš analni čep, ki ima luknjo. Da ti gre lahko driska ven, če jo imaš. Direkt. Da lahko gledaš, kaj se dogaja. Dostop, groza. Okay. To mora biti pohecno. Ja, zdaj se počutim, kot da sem vas razočarala s to svojo izkušnjo. Jaz nisem glih. Mene nisi razočarala. Ja. Jaz sem vesela, da je ena od najbolj. Jaz sem večino gledala tistih stvari, kdaj, ki se tako dajo noter, kakšne take krajše. In pol jim tudi s tem pride. Ali pa, ki je tako lukenca vmes in imajo tu noter tudi tako. Mislim, med seksom. Ja, enim so imeli tudi med seksom. To je sicer malo nevarno. Zveni in zgleda. Če stari zveni nevarno, pol veste. Ja, tle ne pa zdaj že vidimo, da se bi lahko neki penis preluknil. Recimo, tu je pa že malo bolj nevarno. Ja, absolutno. Okay. Ja, meni je najboljši tist, zihar si ga že videla, ki ima na koncu tako kar nekega demončka, nekega hudička, s takimi neki taki rogovi, sokovinski je, in pol ima tako luknja, tu je čep, in pol tako ima on oči pa usta, ima tudi votla, in pol gre pač sperma, ki mu pride, mu gre čez tiste oči pa usta ven. A še nisi videla tega čepa? Je kdo tle že videl, kaj tazga v življenju? Jaz nisem. Pač, če pogooglaš te pač čepke za penis, je to mogoče tretja slika. Res? Ja. Okay. Tako da ta je meni fantastičen. Če bi jaz kjerga hotela uporabiti tako s partnerjem, pa da bi mu pršel. Ok, v glavnem. Zakaj bi kdo tu počel najprej, lahko mogoče povejva, veš ti? Ja. Jaz ne vem. A ja, ne vem, jaz te. bomo počakali, mislim, da ne rabim mi dve tega odgovoriti. Jaz sem zbrala ene par zgodb uporabnikov, pa mislim, da se iz tistega da razbrati, zakaj bi ljudje to počeli. Najprej pa, preden gremo na to, kako bi ljudje to počeli, naj bi. Popravili. Let's go. Ok, to se pravi. Najboljši način, da te stvari čim bolj razkužaš, je, da jih prekuhaš. Tudi narejeni so iz silikona, narejeni so iz kovine, narejeni so iz stekla in to so vse materiali, ki jih ti lahko daš prekuhati in jih kuhaš še 10 minut. Jaz zraven bi še malo sode bikarbone vrgla. Ampak tu pol primaš z roko ven iz unga lonca in neseš po rokah v stanovanju in daš tam penis. Isto je tle bakterij gor. Ne, zaradi tega, ker potem, pa če je to prekuhano in pol daš ti to ven, recimo, ne vem, vzameš še eno vilico zraven, pač čisto vilico prekuhaš mal in daš to ven in pol daš to na neki... Meni se zdi, da smo mi obedve malo nenormalni. Ti v eno smer, jaz pa v drugo. Jaz sem si vedno predstavljala, da bi pol to odložila na nek, ne vem, naprimer nek razkužen pladenček. Vzameš razkužilo, prebrišeš in pol daš to na pladenček, tonk, in potem to neseš pač tja, kjer boš to imel in pa si roke umiješ zelo dobro. Tudi za nohti boš, da nimaš takih nohtov, raje si daš rokavice gor, če imaš nohte. Penis moraš očistiti pred tem obvezno. Jaz bi ga verjetno še malo razkužila. Veš, kaj zdravnikov, ki ti dajo injekcijo? Prosim, napište, če se vam zdi to normalno. Lejte, ko meni se ne zdi čist. Se tudi jaz nisem, ampak... Pa dej, to je tako fetiš, a veš, na to zdravniško. Drugače je, ja, to čistko zveni. Jaz si pa tja postavila tako. Hej, so res. In pa bi tam si penis parela in bi pol ga tako za unmu razkužilnim robčkom bi ga tako po glavici in pa bi tako gledala, veš. In pa bi ti se zavrgla in pa bi vzela, to je del tega. Ja, glej mal, pa sej, če ti nimaš nekih odprtih hran, te ne zapeče. V resnici te ne. Zato, ker to je, da bi te tle po koži. Tako da, pa sej to ne bi to zdaj tako ful, da bi kar teklo tega, da bi ti šlo noter v sečnico. To bi sam po vrhu bi tako naredila ploink. A veš, kaj greš, kad ti dajo cepivo, ti isto pobrišajo tle koža, zato da ne gre noter potem s tem. In to je isti princip, da ne porineš ti zdaj bakterij, ki so okrog, noter. Sej načeloma je dosti, če si ga sam dobro pereš pred tem. To zdaj jaz grem na ekstreme malo. Kako bi si jaz predstavljala, da bi bilo najboljš? No in potem vzameš lubrikant, ki je za enkratno uporabo in pred tem si seveda razkužil te kako si ti rekla, da niso injekcije, da so te injekcije v glavnem, ki niso injekcije. Brizge, hvala. Zato, če ti to primeš z roko, pa je nerazkuženo, pa imaš ti spet pa roke imaš umite. Ja, imaš umite, samo če tista brizga ni razkužena, pa ti nimaš več umitih rok, ker si ti se dotikal, ne?
Lažje bo, če se samo namočite v banjo, v kateri je razkožilo. No, in potem ti to nabrizgaš na vhod, pa še tako mal probaš tako odpreti sečnico, mečkan tako narediš na razen ploink in potem mal daš tizga noter in pol vzameš to sterilno, razkuženo ta čepek. Ni priporočljivo, da začneš z najtanjšim, ker je itak ful težji, zaradi tega, ker je tak ugli, to je prvo, pa tudi zaradi tega, ker te tanjši imajo ponovadi še malo bolj ostro konico, zaradi tega, ker ne more biti manj ostra, ker je pač toliko tanko. Tako da raj začneš z enim mečkan bolj zaobljenim. Najlažji je s kakšnim krajšim, te so dosti dolgi. Sam po drugi strani pa pač, če imaš te silikonske, lahko imaš tudi silikonske, imaš krajše, pač te so res tako... So bolj udobni, ne, drugače, kot kovinski. Ja, ker se prilagodijo penisu, če je penis malo zakrivljen, pa če je pač kovinski pa raven, ni to fajn, no. In pač ne smeš nikoli tega na silo delati, to je number one pravilo, da če to ne gre, pač ti moraš pustiti gravitaciji, da naredi svoje. In če ne gre, če se zatakne, ga daš mal ven in mal spremeniš kot, pod katerim to ustavljaš in pustiš v glavnem gravitaciji, da čim bolj sama to naredi. Če boš ti neki na silo dajo, lahko ful hitrejš narediš kakšno poškodbo in tega nočeš. Pa nimajo oni dosti že noter lubrikacija? Ne. Okay. Ker v bistvu pač sečnica, mislim, lahko ima, če si recimo prej bil tako malo napaljen, pa imaš potem ta prikam noter, ker prikam je itak namenjen temu, da nalubricira vse skupaj, pa tudi zaradi tega, ker je seč, seč ima pač drugačen pH in v bistvu uničuje spermije. In prikam je temu namenjen, da v bistvu malo spuca to sečnico, zato da potem te spermiji pridejo po tej čim bolj primerni poti, da čim manj nekih motilcev pa nekih dejavnikov, ki bi lahko negativno vplivali na spermije in pač prikam v bistvu malo spuca pot. Kaj? Ja, to je pa the funnest fact of today. Zaradi tega tudi recimo lahko povečaš možnosti, da zanosiš s prikamom, če si ti prej seksal, pa ti je pršel, pa potem ne greš vmes dolat, pa še enkrat seksaš, lahko potem ustanejo v sečnici te spermiji in potem pač pride ta prikam in potisne te spermije v, ne vem, žensko. Če greš pa ti vmes lulat, pa v bistvu ta seč splakne ven in pač naredi tak, gre ven in je potem taka. Zakaj je pa drugače recimo kot pa ženskam, ker nam lahko vsi tlačijo noter svoje penise umazane, pa ne rabijo jih razkužiti, mi pa moramo vse razkužiti, kad damo njim not. Je drugače, je anatomsko drugače. Mislim, nožnico pa sečnico zdaj primerjaš. Valjda. Itak, ker recimo naša sečnica je ful tudi občutljiva, zato ne, je pa krajša. Zdaj sem bila tako luknja, je enako luknja. Pač problem je, ne, pri sečnici, ki pride potem hmehurjev. Ja, štekam zdaj, ja. Okay. No, to. Potem zelo pomembno je, da pač imajo te razširjene, ni glih to dno, razširjena konica. Čeprav pa sem tudi videla enega, ki je imel zelo razširjeno konico, tako 3x bolj kot to, pa je tip zatlačil celo v penis. In fora je bilo v tem, da so bile slike tako v nasprotnem vrstnem redu in je najprej pač se videl, noč se ni videl, samo tako penis je bil z ful široko glavico in potem naslednja slika je bila, ki je bilo tako nekaj črnega se je videl noter in pol še naslednja, ki se je tako ta sečnica res odprla in si tako videl pač tako res neko tako kapico noter in pa je tako naslednja slika bila, ki je bilo vampurinen in je bila tako res velika ta kapica. In jaz sem tako, kako je to spravil vse noter, kako ga ni bilo strah. In pa sem tudi videla take, ki so imeli pa samo take palčke kovinske, ki pa niso bile nič razširjene. In pa so si dali celo kovinsko palčko, celo noter. Ja, in pa se je ven porinil. porinil. To drugače, ko porinaš ven, pa gre ven, iz anusa ne gre, recimo, tle pa gre, ne. Tle gre, tako. Tako da tukaj te pač je še vse en fajn, če si začetnik, pa da si malo bolj miren. Ampak pač ti bi si dejansko to celo noter dal in pa se tako ven porinajo. Pa se tu s časoma razširi, recimo, dlje časa vadiš ali pa tako. Ja, ne, valjda, eni si dajo lahko noter kandelaber, eni pa ne. Ja. Kaj je to kandelaber? Ulična svetilka. Ja, no, pismo kanitko, da si dajo eni extreme insertions. I guess, ne vem, jaz sem enkrat videla enega tipa, ki se ukvarja s pač kovine obdeluje in je dobil enkrat naročilo za en ta čepek od ene domine in tisti čepek je bil tako velik. Tako velik.
Ja, da je še skoraj večji, da, pač da so večji kot penis. Ne? Mislim, širši kot penis. Absolutno. In pol se ta penis ovija okrog tistega, pač to je tako crazy. No, jaz tazga nisem še nobenega videla, da bi pač tazga, nisem ga pa prav šla iskat. Sem pa, jaz nikjer for the life of me ne najdem tega videa, ker to sem na TikToku videla, pa jaz sem pa ga po mojem mogel biti dol vzeti ta video, ker jaz sem vse možne stvari že upisala v ta TikTok že tako večkrat. Pa da bi najdela tega, kaj dela te kovinske stvari, pa je ta čepek naredil. Ampak ja, no, v glavnem. Okay. Kaj imamo potem še? Ja. To je mislim, da to. Da moraš počasi. Tako. Kaj še? Če se še kaj spomnimo, povemo. Ampak ja, basically, to je to. Boš zdaj prebrala. Lahko poveš, koliko časa še uporabljaš, dokler ni neprijetno. Imajo lahko skus, recimo noter. Kaj pa tisti, ki so na kletki za penis gor, veš? Kaj je tako kletka za penis in imajo noter čep. Imaš tu lahko kar skus? Ne, po mojem, da ne. Ne, pač sigurno se najde ljudje, ki imajo, ampak pač po mojem mnenju je tveganje pač zelo visoko tukaj in meni ne bi bilo vredno sam, kaj pa veš, kaj pa drugim. Zato, ker tukaj ne, potem, recimo, če imaš pol ti to kletko skozi gor, slejko prej boš mogel ti nekaj miti in pa boš imel neke hlače gor in tiste hlače pač se bojo ti drgnile tam in ti bojo potem ali razdražile ali ti bojo spravile noter kakšne bakterije. Sem pa videla tudi električen ta čepek. Ja, jaz sem to videla, ja. Kaj ti si uporabljala vibrator, Rabbit, je bil Rabbit, ne? Ko je imel elektrostimulacijo, imaš pa tudi elektrostimulacijo na čepku. Ja, sem videla. To se mi zdi pa full lover. Mislim, cool se mi zdi to, da bi bilo fajn probati to. Ja. Samo ne so pa kovinske, ne? Ja. Pol škoda, če imaš penis ukrivljen, ne moraš nič od tega uporabljati. Ja, težko. Razen, če uporabljaš zdaj na... to nismo povedali. To se pravi, najlažji je uporabljati na mal nek srednje trdem, mehkem srednje trdem penisu. Bolj zaradi tega, ker ko penis nabrekne, se tudi sečnica zoža, ne? Zaradi tega, ker vse to tkivo okrog sečnico pač se poveča in se potem sečnica pač zaradi tega zoža. Ampak drugače ljudje, kot sem jaz gledala, se kar malo požvižgajo na to in večina penisov je bilo v kar erekciji. Ne, zdaj čisto ni trdi, ampak so bili kar, ampak po mojem si nisem mogla pomagati. Po mojem jih je tako napalili to, da so bili kar vzburjeni. Ampak pač za začetek, ko probavaš, mogoče ne glih v čist erekcijo dajati, ker bo veliko težji. Okay. To. Kaj pa ženske? To imamo pa potem za konec. Zdaj smo glavno še pri moških. Naj pa te vprašam, a bi probala ti to? Kot jaz? Ja, kot ženska. No, zdaj ne bi. Ne vem. Zdaj snemamo. To me ne mika mene. Ne vem, ne. Zdaj nikoli ni zamikal. Ne, ni me. Ne, res me ni. Tu me pa res ni. Težko mi je pomisliti na to, da imam nekaj tam v telesu. Ne, ta luk na meni ni za neki not. Kaj pa ti? Ampak zdaj, ko si tako dobro rekla, sem prav pomislila, pač meni se zdi, da moški to dela, se mi zdi tako, Ja, meni tudi. Ja, ko imajo penis zunaj, razumeš, čisto je drugače, kot pa mi, ko imamo tam noter to luknjo nekje v telesu, razumeš? Meni je logično, da se lahko meni kot ženski vname celo telo, če si porinem nekaj v sečnico. Ampak moški, ko ima pa ta penis zunaj, mislim, kaj se ti pa vnelu, če daš to not? Halo? No, to ni zdaj tako, itak, da ni, ampak je pa lažje. Ampak tako drugač, občutek je drugač. Viš, kako se moraš bolj pomatrati, da kot ženska to spraviš vse not. Pač, ki bi se, viš, itak ne vidiš, pač ti ne vidiš, ko ti moraš vzeti špegu, s prstom začutiš. In pol moraš, sam začutiti in pol to noter, to je tako zajeban. Pač, zdaj me pa zanima. Vidiš, jaz ko začnem nekaj razmišljati o eni stvari, pol enkrat moram probati, tako da mogoče pa bom probala do naslednjič. Jaz sem mogla prav sliko najti, da sem si sploh predstavljala, kako to zgleda pri ženski. Pa ni tako zanimiv, kot pri moškem je bolj. Pri ženski mi izgleda narobe. Ja, se ne vidi, ne? Ne vem, ja. Pri moških mi izgleda to čistko fantastično. Ja, ena bivša sodelavka je govorila o tem, da pač ona to dela. Kera bil pri nas? Kera? To mi už bolj povedala. Ja. Kaj? What? Ok. No prav. Glavnem, bottom line je, da tudi ženske lahko to prakticirajo, ampak je veliko manj pogosto.
veliko težje, pa veliko prej dobiš neko okužbo. Ja. Zaradi tega, ker je pač ženska sečnica veliko krajša in že nasplošno mi moramo že tako lulati po seksu, zaradi tega, ker tako neki noter pride že sam zaradi frikcije in drganja. Tako da s tem... Ja. Ok, na, Ok. boš ti prebrala? Daj. Ti še nisi prebrala, ne? Ne, jaz nisem tu nič prebrala. Jaz sem včeraj ob 8 zvečer mail odprla, Lucija mi ni še to poslala, sem rekla. Ali si mi? Si mi ob 7? Ne vem, zvečer sem. Ne, sej zato pa mi je... Sem rekla, jaz grem spat, Lucija, hvala in adijo. Ok. Mail confessions. Poskusil sem 3-krat. Prvič sem uporabil silikonski dilator in lubrikant, ki sem ga pač imel doma. Peklo je kot hudič, tako da sem takoj odnehal. Nisem prišel niti centimeter globoko. Drugič sem šel precej bolj pripravljeno. Malo sem vse skupaj raziskal in upošteval vse nasvete. Medicinski dilatori iz nerjavečega jekla, veliko sterilnega lubrikanta, sterilizacija z vretjem, temeljito umite roke in penis, nežnost, brez siljenja, samo pustiš, da zdrsne noter. To se mi je zdelo totalno nemogoče, ampak dejansko je šlo. Zdrsnil je čisto do ročaja, kar me je kar malo šokiralo. Občutek na začetku pri glavici zelo prijetno, globje pa bolj kot nek pritisk, kot da je vse zapolnjeno. Ni bolelo, nič ni peklo. Verjetno je bila kombinacija novega občutka in radovednosti tista, ki je vse skupaj naredila tako intenzivno. Prišlo mi je, potem sem ga izvlekel in takrat se je začel rahlo pekoč občutek. Ni bilo hudo, mogoče 3 od 10. Ko sem šel lulat, je bilo malo bolj, recimo 5 od 10. Tisto noč sem pil ogromno vode. Lahko tu samo malo, lahko pokomentiram vmes? Ja, lahko. Zakaj ga je njega recimo peklo pol tako, ker si je nekaj poškodoval po nesreči? In imel ranico. Ja. In se veš, kako je, če gre čez ranico. Zakaj si je pa tako, pač tu se zgodi? Ja, ok. lahko se zgodi. Pač verjetno je pod nekim napačnim kotom je mogel iti noter, glih malo predelač, ki ga je zaboleli, je pač nehal, ampak je bilo že prepozno. Zato, kot sem rekla, sečnica je res, pač tista koža tam je zelo občutljiva, zelo tanka. In... Ja, ko je pa ta prvič ga peklo, je pa lahko tudi lubrikant, ne? Veš, kaj je rekel, da je peklo ko hudič? Ja, ampak je zelo veliko ljudi, ki sem jaz brala, rekel, da jim je občutek podoben kot pri kakšnem analnem seksu, ki te na začetku peče in potem poneha. Okay. Tako da jaz mislim, da je mogoče bolj podobno temu ta pekočina. Ne to, da si nujno kaj poškoduješ, ne nujno zaradi lubrikanta, ampak samo ta senzacija, ker razširaš to luknjo. Tisto noč sem pil ogromno vode in večkrat lulal. Po 3. ali 4. uriniranju je pekoč občutek izginil, penis pa je bil še vedno malo občutljiv. Kot po dolgem seksu ali edgingu. Naslednji dan je bilo spet vse normalno. Rekli so mi, naj počakam vsaj 1 teden, da se slutnica popolnoma obnovi in sem res. Tretjič je šlo na začetku enako kot drugič, potem pa sem bil malo bolj pogumen in sem vzel večji dilator. Ko je šel noter, sem globoko v notranjosti začutil nelagodje. Ko sem ga izvlekel, je bil lubrikant rahlo rožnast. To me je res prestrašilo. Takoj sem nehal in šel lulat. Malo krvi, nič hujšega. Bolj rožnato z nekaj drobnimi strtki. Kaj to pomeni? Ne vem, kaj so bili te strtki. Meni je to kar zaskrbljujoče, ampak okej. Njemu ni bilo. Spet sem pil ogromno vode. Do naslednjega dne... Čak samo malo. Ok. Do naslednjega dne je bilo vse normalno, ampak sem še naprej veliko pil, da me se zdi na vsakem odstavku. Pil sem vodo, pil sem veliko vode. Veliko sem pil, da bi res preprečil okužbo. A ja, da greš lulat večkrat, ne. Od takrat nisem več poskusil. Minili so kakšni 3 meseci, ampak psihično sem si že opomogel in razmišljam, da bi spet. Psihično si je, fizično pa ne vem. Ja, ok. Pol si je nekaj pa še bolj uničil. Kva? Ja, če je bilo rožnato, ne pa na koncu. Aha. Ne vem. Ampak mi je ful mi je zanimivo, kaj pač tako, kljub vsem tem bolečinam, mu je užitek prevladal in je bil tako, glej, jaz bom to še probaval. Ja, vse analni seks se tudi kdaj boli, pa pol še probavaš. Ja, sem veliko ljudi ne. Ja. Ne? Tako da, Ja, veliko ljudi ne. da je kar tak, lej. Ve, kaj hoče in gre za tem. Naslednjo? Ja. Ne maram bolečine. Zato vedno ustavim in pustim, da se sečnica sprosti in prilagodi. Pri meni je to pomenilo, da sem sčasoma lahko ustavil mezinec, ampak ne v enem poskusu.
Zame je najboljši del občutek stimulacije od znotraj in hkrati to, da s prstom čutim notranjost. Na začetku sicer boli, ampak s časoma bolečina popusti, ko se tkivo razširi in ostanejo samo še prijetni senzualni občutki. Tega sem dala zaradi tega, da vidimo, da grejo tudi celi prsti noter. Ja. Pa ne vem, se mi zdi, da na nek dober način tudi opiše, odgovori na vprašanje, zakaj bi ljudje to počeli. S prstom čutim notranjost. Okay. Poskusil sem partnerjeve kovinske dilatorje. Zakaj piše dilatatorje? Kje je zdaj pravilna beseda? Mislim, da je vse. Mislim, da je Dobro. oboje lahko. Dilatorji. Dilatatorji. Okay. Mislim pa zdaj me pa ne, popravite me, če sem to zdaj narobe rekla. Sam mislim, da jaz sem videla že oboje zapisano. Na začetku je bilo prijetno, ampak ko sem postal popolnoma trd, je začelo boleti. Mislim, da zato, ker imam penis rahlo ukrivljen, palica pa je ravna in je pritiskala na sečnico. Silikonskih še nisem probal, ampak partner pravi, da so mu bili boljši kot kovinski. A je se prav fora je, da pač imaš erekcijo, ko vse nabrekne, luknjo zaprene. A ja, razumem, meni je pa vedno bilo logično, da pač, ko je čist trd, boš lažje dal neki raven ga not. Ja, pa Ne? tako. Pa ni. Pa še plus, kakor taka ima ukrivljen penis, ne, je pa potem še ta dodatna ovira. Tako da ti si prej to ful dobro že takoj sama na to pomislila, da če je ukrivljen penis, bo to trdo kovinsko dolgo pošteži. Ja, ampak če pa pač veš, če imaš pa mehak penis, pa daš not to trdo kovinsko. Je pa lažje. Ja, se bo pa Čeprav penis imaš prilagodil. ukrivljenega, se bo kar prilagodil. Ma ja, Tudi veš, v ker je erekciji. mehak, je drugač. Tudi v erekciji se bo pol Ne, to ne. zravnal. To pa ne, bolel te bo. Koliko njega. Aha, Bolel a te bo. Ja. Aha. A ja. Jo, meni se zdi, da je penis med malo težji. Mislim, ne, včasih se mi zdi lažji. Zdaj to epizodo se mi zdi pa malo težji. Okay. Imam blago obliko hipospandije, kar pomeni, da je odprtina sečnice malo večja kot običajno. Zaradi tega sem že prej eksperimentiral. Kaj tako? Recimo, si videla to? Si šla pogledat? Kaj? Je koliko je to veliko? A ja, če imajo to razširjeno? Ne, nisem. Okej. Jaz sem si v glavi tako že naredila sliko in jaz sem bila tako to je to. Ja, In če pol je smo že nisem prej šla več eksperimentiral, zaradi tega to pomeni, da mora biti tako občutno večja luknja, da nekdo, ki ima večjo kot mi, pomisli, da lahko nekaj s to luknjo počne drugega, kot mi. Mislim, jaz si lahko predstavljam, da je pol toliko velika kot tisti tip, ki sem rekla prej, da je imel cel ta širok del Ja. čepka noter vtaknega, ker tisti je bilo kar ekstremno. Okay. Tako da, ja. Trajalo je več let, da sem se res navadil. Na začetku sem šel zelo počasi, uporabljal sem manjše jeklene dilatorje, ki sem jih steriliziral z vretjem. Na konicu sem dal malo antibiotičnega gela in ogromno lubrikanta. Antibiotičnega gela. Ja, to je po mojem neka ameriška stvar, jaz ne vem, če to Okej. lahko nam kar kupaš nek antibiotični Ja. gel. Ja. Občutek je malo podoben analnemu seksu. Na začetku boli, potem pa bolečina popusti in užitek prevzame. To je lahko nevarna faza, ker te užitek lahko zavede, da pretiravaš, potem pa boli pri uriniranju. Pomembna lekcija. Ne premikaj palice noter ven preveč. Sečnica ni narejena za trajanje, tudi če uporabiš veliko lubrikanta. Čeprav veliko ljudi je pa ful uporabljalo to kot vam pa ful. Ja, vam pa jaz sem noter. mislila, da je to tako, vidiš, čeprav tele, ne, ki so, no, ja, tile so tako, dost se mi zdi bolj logični za ven pa not, ne, ker imajo to strukturo in jo pol čutiš, ko premikaš, ne. Uni ravni, kovinski, pa pač. Pozabila sem Ja. eno stvar povedati. Pri teh dolgih je še fora v tem, da stimulirajo prostato. Zato, ker so tako dolgi in sečnica teče čez prostato. In recimo za razliko od analnega seksa, kjer je prostata stimulirana veliko bolj posredno, ker je vmes itak še ta stena od rektuma, pa pol imaš še pač vse malo tkiva vmes, preden prideš do te žleze, s tem stimuliraš dobesedno čez njo. Ja, In je ta stimulacija, kot sem jaz gledala, pač ta, s pravi katerim ful sem jaz to intenzivno. probala, je rekel, mislim, tako je bilo, tako. Aha. To je malo čudno. A ja, zdaj mislim, da smo mislili nekaj premehurjo. Oj. Tako je bilo. Do konca sem zdaj prišel. Ja, tako da neki je na koncu.
Ful je čudno govoriti o tem, ko si bil zdraven, ampak tu je pa res ena taka stvar, ki si mi sploh ne moremo predstavljati. Res. Mislim, se ti lahko predstavljaš. Ne, Kakšen je občutek? ne, sploh pa to s prostata. Pač tudi, če bi Ja. si dala jaz osečnico, jaz ne bi imela, pač jaz nimam prostate, da bi Dobro, jo tako prosto to si stimulirala. lahko mogoče malo predstavljaš, ko imaš G točko. Ampak ne moreš si stimulirati G točke čez njo. Ne? Plus G točke še vse nadrga. Čak, se prav hočeš reči, da tu gre čez prostato? Čez prostato, ker sečnica teče čez prostato. Kaj? Tam, ko gre sperma ven, potem točno ne razumem zdaj sploh. Pač poglej Okej. si prerez, sliko si Okej. poglej. Bo pol pogledala, kaj bo. Aha. Danes po več letih to počnem enkrat ali dvakrat na mesec. Uporabljam mezinec in sčasoma sem ga lahko vstavil čisto noter. Vedno poskrbim, da so nohti kratki in gladki, roka pa popolnoma čista. Še vedno uporabljam lubrikant in malo antibiotičnega gela. Občutek je zelo intenziven, ne samo stimulacija od znotraj, ampak tudi občutek, kako se sečnica ovija okoli prsta. Še vedno pa pazim, da ne pretiravam z gibanjem, že sam pritisk od znotraj mi je dovolj. Bolečina pri uriniranju se danes pojavi redko in če že, mine v enem dnevu. Odvisno, koliko pretiravam. Za začetnike bi rekel, počasi, čistoča na maksimumu in poslušaj svoje telo. Jaz sem si premislila drugače po tej epizodi. Jaz mislim, da če bi še enkrat lahko to probala, bi si umila roke in vse ostalo. Res, ker tu pa pač fucking zveni scary, ne? Pa drugače, če ti Lucija reče, umivaj se, kad se skozi umiva, pa pol si rečeš, dobro, no, nekaj se že umivati. Ampak tako tle pa eni moški, kad tako, veš, drugače niso, ne, glih neki najbolj, da se bi kar umivali. Ampak čeprav tle ženi 4 zaporedoma, da se je treba umiti, pa pa pečete pri lulanju, pa vse je narobe. No, me veseli, da sem Kar vključila te ekstra, ne? zgodbe, ker Ja, če so ja. tebi spremenile mnenje, mogoče Ja, bo ne, še dejansko komu. pač so mi tako dale malo. Veš, kad res je drugače ti govori nekdo, ki je že delal tu, ne? Pa je videl, da ga je peklo, pa bolelo, pol pa enkrat se je umil, pa ga ni, ne? Ok, tu je nek tak dokaz, ki meni da misel, da si moramo umiti roke. Pa saj, ti vedno misliš, da kaj jaz govorim o čistoči, izhajam sam iz tega, da pač jaz hočem, da so stvari čiste. Ne vem. Pač, ne, jaz sem ne. izhajala iz tega, ker sem pač prebrala te stvari. Jaz mislim, da je iz obojga, ne? Saj jaz vem, kakšni so higienski standardi, tako, ampak Ja, ti si to povlekla tam iz torbe. A si sploh umila, kaj si dobila? guys, ko je nuja, je pač nuja. Ej, čak. A ti ne umiješ vedno vseh seks igračk, ki jih Včasih tudi ne, če jo kupim na erotičnem sejmu in jo grem pač probat, je ne bom najprej, mislim, ja, valjda umiješ z vodo, ampak ne tako neka, ne vem. Lucija, pa dejno, pa veste, koliko ljudi pride tam na erotični sejem in kupi igračko in si jo da direkt not v piško in gre v prvo vrsto. Guys, le kako je naše telo dobro, to je tako narejeno, oni se bori proti bakterijam in tudi jaz na erotičnem sejmu dam v sebe jajček in ga pržgem, pomeni, da bo vse v redu z mano. V redu. Super. Jaz se sploh ne bom razprostiti, jaz da bi vedela, da je to neumito v meni, jaz bi samo o tem razmišljala. Pač moje telo je, mislim, naše nasplošno je tako čudežno dost. In si dost tako čist. I love it. Oh, joj. Pa ne tu vedno, seveda, če imam idealne pogoje, vse se zgodi, ne? Da umiješ neki. Ja. Okay. Mislim, da je to bil zadnji, a ne? Ja. Zdaj smo pa pri ženskah. Ja. No, nismo še zadnji. Jaz sem prvi, ki je rekel, da so bili kristali, sečni kamni. Greš ti preglobok. Koščki, ja. Da dobiš koščke in so sečni kamni. Pa na forle dvični. Kva? A pa to je dobro, da gre ven, v bistvu. Ne. To mislim, da je dosti problem. Mislim, ne, dober je, da gre ven, ampak ni pa dobro, da imaš ti tu, da imaš ti tu not, ne? Oziroma, da si sam zbrskaš. Mogoče Ni pa- dobro, da si sam zbrskaš ven. Wow! No, če kdo ve, ne napiše. Ja, pa veš, zakaj mi je še zanimivo, ker si ti v bistvu edina taka oseba, ki jo jaz poznam. Kaj? Kaj ti umije seks igračke? Ne, ja, mislim, tudi, ker jih tako pač ker res tako ima v glavi zabeleženo ta higiena, mora biti vse čisto. Tako, pa tudi igračke, ja, umit. Mislim, pa ne mislim, da je s tabo kaj narobe. Ne, saj, Mogoče samo ste vi zanimivo. Ljubljančani pač bolj čisti, pa mi na vasi pač nismo tako. Sej sem z vasi. Ja, pa ne vem, mogoče so samo moji prijatelji čudni.
Napišite. Nima, lej, ja. Ja, lejte, napišite pa povejte, ne mislim jaz, da si ti čudna, Lucija. No? Ne, sej, Samo pač nisem tako nenavadno mi je. That's how I feel. Aha. Ali tudi ženske to počnejo? Ja. Vedno me je vzburjalo, če se je kdo dotikal zunanjega dela moje sečnice. Potem sem enkrat čisto po naključju naletela na to prakso. Sondiranje. To me je že prej zelo zanimalo, ampak sem se šele po pogovoru z eno punco tukaj zbrala pogum in dejansko poskusila. Začela sem zelo previdno, z nečim manjšim in iskreno ena najboljših odločitev, kar sem jih sprejela. Veš, naslednja. To je bil najhitrejši orgazm mojega življenja. Poskušam tega ne početi prepogosto, ampak vsakič, ko to počnem, mi pride res hitro. Propaganda. Ko se malo natreniraš, ugotoviš, da je najboljši del počasno stopnjevanje tik pred vrhuncem. Seveda je veliko odvisno od anatomije, ampak jaz lahko ostanem na robu orgazma tudi več kot 1 uro. Hitri orgazmi imajo svoj čar, ampak to dolgotrajno visenje na robu je pa nekaj čisto drugega. Kaj ima pa tu veze s sondiranjem? Ja, zaradi sondiranja. Aha. In to pride, ker to je bilo na tredu pač za sondiranje. Ja, ok. A si se zdaj premislila, bi zdaj probala? Ma danes ne bom nič probala, no, ker bom se počutila, da, ne vem, nisem dosti higienična. Ne bom, ampak ni mi več tako strašno, bi pa definitivno umila, zdaj, če bi še kdaj z moškim to počela. Mislim, tudi žensko, ne. Samo z moškim mi je bolj seksi, tako pri ženskah pa mi je bolj strašno. Ok. Naj ti povem, da jaz, ko sem to raziskovala, pač, mislim, kar malo horni ratala, ko sem te stvari gledala. Okay. Me je prav presenetila, zdaj ne vem. Ali mora Jan to probati ali ti? Ne, pač, ni mi bilo tako v tem smislu, da bi rada probala, samo tako mi je bilo hot. Ok. Tako da, lej, ne vem, sem pa zdaj, jaz ne vem, mislim, da imam glih ovulacijo, pa zdaj pijem že 1 teden ta Passion Potion, pa berem zdaj eno novo knjigo. S seksom povezano? In pač. A si že slišala za Morning Glory Milking Farm na TikToku? Kaj? To je ena knjiga. Jaz sem slišala sem za Balerina Farm. To je čist druga. Pač to je ena knjiga, kjer ena punca dela na ni farma, je v bistvu nek zdravstven facility. To je tako čist nek zmišljen svet. Ona je človek, ampak tam živijo minotavri, tam živijo neki pol ljudje, pol živali, neke razne vrste, ki pač niso samo človeške. In na to ona je zdaj pač dobila to službo. Ful mi je dober za tega, ker jaz bi si predstavljala, da kam to knjigo brala, da bo ona prišla tja na to farmo, kjer morajo, sploh nisem povedala, kaj delajo. V glavnem, ti minotavri tja pridejo in oni jim drkajo, pač oni jih zdrkajo, zaradi tega, da dobijo to njihovo spermo, ki jo uporabljajo pol za neka zdravila. Okay? In potem ti minotavri tja pridejo in ona je pač dobila oglas za neko službo, ni točno vedela, kaj sploh bo, ker je prišla tja in šele videla, pač, kaj bojo delali. In ona je bila tako, ne je bilo to tako, WTF, joj, ne vem, če bi jaz to delala. Tako ni prišla tja, pa je bila tako, ja, v tem svetu je to normalno, pač se to ni nič tazga. Je tako razmišljala, veš, kakor bi nek normalen človek, mislim, veš, jaz sem bolj pričakovala, da bo ona to nam kot bralcem zagovarjala, kao to je normalno, ampak ni, ona je bila tako, what is this? Ampak je bila tako, fuck, I need the money, dobro plačajo, pač, glej, bomo že. In še tako, ful mi je bilo dobro, ker je ona tako, jaz vsake stvari, ki se jo lotam, jaz bom dobra v tem. In ona je bila tako, jaz se bom potrudila po najboljših močeh in je pa tam gledala trening video, že na pamet vedela, kako pa kaj, tiste neke tehnike. Pač kdo si pa sploh zmisel tako knjigo? No, zdaj, in pol pa sem na TikToku gledala, da so bili ljudje, tako ne morem verjeti, da sem pač prebrala to knjigo o tem, kako tam drkajo minotavre in je pač dobra in je wholesome in sem uživala in je fulušna zgodba in jaz sem bila kar tako what in ljudje so bili tako take mešane občutke glede cele knjige, ampak so na koncu si rekli, da je dejansko dobra, da je dobra zgodba, kljub vsemu. Okay. In potem sem bila jaz ko fuck, pač jaz to bi rada enkrat prebrala. In zdaj, ko imam končno pač ta bralnik in ko sem najela eno stran, kjer lahko dobim skoraj vsako knjigo in je bila pač ta knjiga gor, ker sem si to napisala v novce že zdavne, da moram prebrati. In pač prva stvar, ko sem šla preveriti, sem bila tako, če imajo to knjigo in sem imela, sem tako, da moram jaz to zlodati. Potem sem pa zdaj tako brala tega od Simon doma knjigo in nisem imela cajta brati teh nekih čudnih porničev in zdaj to berem. In jaz sem kar tako,
pač kar hot mi je. Kaj? So weird. Okay, zdaj pa me zanima. So drugače. weird. Ampak zdaj sem še tako bolj na začetku, zdaj še ni, mislim, ampak že ta opis tega. Jaz ne vem, kaj se dogaja, jaz sem kar neki horni zdaj zadnje 3 dni. Tako da, Ja, what jaz te is razumem. happening? Drugače pa, da ne bo kdo kaj vprašal, jaz imam zdaj trenutno doma umite in pospravljene vsak in napolnjene vse igračke v omari. Ja, sem jaz sliko pokazala, Samo da tako da veste. verjamem, res. Sem, da veste, da mi gre včasih pa tudi čist fajn. Do zdaj. V glavnem, a gremo na intimni kotiček zdaj, ja? Ja. Ja. A ja, Ti moraš zdaj to. pa tu je bil cel en intimni kotiček. A bom jaz povedala nekaj drugega. Tu so čepi za penis, črne barve, silikonski, daš si jih v všečnico. Lej, tu po mojem nima smisla, da kaj režemo tlele ven ta intimni kotiček, ker tu vse bil en intimni Ej, kotiček. cel podcast zdaj je pač pod te. Vse v Direkt. bistvu je najboljši. Direkt, na strani od kategorije, ja tako. Intimni kotiček je bil tale podcast moj, dobite pa tele in polno milijon drugih čepov, tako res so eni zanimivi. Napič pa pika si. Skoda med nama 10. Eni imajo tako, pač da ti čist zapre sečnico, ne vem, kva imajo še špice, v glavnem crazy. Dejansko samo kupaš in potem upaš, da bo partner hotel probati, kot ti ne. Ja. Sploh ne rabiš mu nič prereči, to sam greš. Sam veš, jaz tudi nisem niti upala, da hoče probati. Jaz sem samo hotela jaz se dotakniti. Pa probati. Ne? Ja. Zdaj drugače, jaz sem to zdaj že celo uro tole mečkam v roki. Je kar dober, ne? To je fidget, je pa ful dober. Pač ful dober. Ja. Ok, jaz imam tole. To je ZG točko. Meni zgleda, mene spominja kar na prst od čarovnice. Mene pa na ful enih stvari sploh ne vem. In jaz, Ja. zdaj, ko sem brala o teh minotavrskih penisih, mi je bilo to malo tako, malo. Po mojem ima Minotaur večji penis. A ja, Oni imajo zelo velik penis. A ja, ok. Spoiler. Ok, ga moraš tako drkati. Tako. Pač ona je opisovala, da je šla tako s prstom za njegovo kožico in mu je tako stimulirala glavca in mu je bilo ful Ja, pa dobro. se to lahko pa že pri normalnemu Ja, človeku. ampak tam si jaz predstavljam, da je to tako tako. A ja, čak si reka, da je, kako je že? Ma ne vem, v glavnem ne prideš s rokami okrog, tako velik. Okay. Pa veliki so ti minotauri, so pač Ti pa kar zakaj ne morajo veliki. ti Minotauri sami drkati si? Saj to ne? To sem tudi jaz razmišljala, zakaj ni to tako, da on ti pride si zdrka in ga Ja. da. Ampak to je tako neka taka fancy šmensi pač facility je to, tako res top noč, pač res zrihtano in tudi ona, pač oni so tam, oni so sedeli na tak poseben bench, da jim potem tako ena taka luknja, zdaj pač za njihov penis, da gre čez. In pa so tako oni so tako malo višji postavljeni, zaradi tega, da te technicians se jim reče tem puncem, ki to delajo, pa tudi moški delajo to, da so oni pač tako v isti višini, kot je pol ta penis, da se ne rabijo neki ful matrat. In pol oni to naredijo, na koncu jim pomagajo na naprave, zaradi tega, ker morajo pač vse to zbrati v neko Koliko je te stvar. sperme naenkrat? Ful, Kaj, tako 5 za eno litrov? flašo. Pa what the fuck, mislim, lahko Kakor ta flaša za mleko, Kva? Tu, jaz sploh ne morem razumeti, da se to nekdo spomne in napiše. In v glavnem, kaj sem hotela reči, ne vem. No, skratka, ker potem bereš od teh pač velikih minotavrskih. Pa še jaz sem, ja, no, v glavnem. Ful je flimzi. Kaj se pravi, vibrira tu? Vibrira. Vibrira? Pa vibrira. Ali sploh kaj še? Noč. Pač vibrira. Aha. Vibrira in take oblike je, pač se je fajni, ampak ni nič posebenega. Pač sem probala že boljše te ZG točko. Če bi zdaj priporočala enega ZG točko, bi priporočala prej unga od Satisfarja, unga belga, ki je bil tako tak ki smo ga imeli v epizodi o squirtingu, ki ima še tisto bunkico na koncu. Tizga kupite. Ja, zgleda tako podobno po funkciji. Je pa tako, če ti je všeč čarovniški prst vibe, blank, cool, ni pa tako, da bi se lahko fuluga točko oprl spet na polno. Tako da, 5 od 10. Okay. Res, ni me tako navdušil. Sem mislila, da bo trši tale del. Če bi bil ta del trši, mi je ful všeč, ker je res ta oblika dobra, ampak Ja. tako da, dobite ga na pitch pop, skoda med nama 10.
če iščeš Ja, za kakšne une, ki pač meni včasih kdo piše, da ne sme biti trd sploh, pa da mora biti tanek. Ne? Da mora Absolutno. imeti tu, kar je tam noter, kar daš ful tanko, tu ima recimo tam čistanko. Pa ful je pač prilagodljiva, veš, ni tako zdaj, da se ustrašiš, zdaj bom pa to mogel noter, ma ne, to se poravna, to je tako blank. Tako da za kakšne teke imate kakšne posebne zahteve včasih kdaj. Super. Okay. Pa zraven berete še eno knjigo, pa je to. Ti rabiš pa le en minotavrski penis zdaj. Pa se imam une fantazijske, veš. Ja, to je perfektno zame, pa veš, kaj so ti veliki, pač važno, da je tak velik. Okay. Ja, neki, ne vem, no, ko bom danes delala, ko pridem domov, ali bom sondiranje delala, ali bom brala knjigo o minotavrih, pa o drkanju. You never know. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve ziher izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pa zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Ok, smo pri Never Have I Ever in smo pri prvem. Nikoli nisem izvajala sondiranja. Jaz sem bila fiks, da si ga že. Ja, po moje sem za 2 sekundi. Pode pa kar prst dol, super. Nikoli nisem partnerju predlagala, da poskusiva sondiranje. Fantastično. Sara je dala prst dol, tukaj nisem čez jih rabo. On te je preko, ali se ti njemu, tako da... Ja, jaz sem kupila, to je važno, da sem jaz kriva, torej. Si. Nikoli nisem razmišljala o tem, da bi sondiranje poskusila na sebi. Jaz sem razmišljala, da ne bi, ampak sem pa razmišljala. O sondiranju sem že velikrat razmišljala. Ja. Jaz sem dala prst dol, ker pač sem razmišljala, ampak v smer, da... Najbolj navdušena pa pol nisem bila, pa sem do konca razmišljala. Nikoli mi partner ni predlagal, da poskusiva sondiranje. Ja, na njemu, ja. Fantastično, Sara dala prst dol. Nikoli nisem gledala pornografije s sondiranjem. Tle so dali obe dol. Nikoli nisem uživala v šokiranih pogledih ljudi, ko jim razlagam, kaj je sondiranje. Obe sva dali prst dol. Nikoli nisem bila šokirana, ko sem videla / slišala, kaj vse si ljudje potisnejo v sečnico. Tukaj so dali tudi obe prst dol. Kaj si ljudje povsod potisnejo? To je crazy. Ušesu si edino grih, no, to nisem vedela. Ne? Čeprav. Ja, ne bomo kaj preveč zares govorili. Verjetno tudi to obstaja. Ja, verjetno res. Ok. To je to? To je to. Ja, ti imaš še drugo roko. Zdaj sta tako pogledala 2 prsta dol in je še... Jo, jaz imam malo zmedeno glavo. Ja, super. Ti pa še kaj povej. Nič, se vidimo v naslednji epizodi. Hvala, ker ste bili tukaj z nami. Napište predlog v komentar, o čem bi še radi, da govoriva. Jaz bi še kakšno tako epizodo posnela na tak način, v kakšno malo bolj kinky. Meni bo tole ful zabavno zdajle. Ja. Tako da, če imate tudi vi kakšno kinky zgodbo, ki bi jo radi delili, se lahko prijavite v spovednico, napište mail, lahko pišete kar na med nama, se imaš od spodaj link. Tako da to... Pa, followajte me na Instagramu, zaradi tega, da boste sodelovali v anketah lahko, please and thank you. In lajkajte in subscribite. Ja, hvala za ogled in pejte na pitva.si. Radi vas mava, bye! Adijo!